The more you approve of your own decisions in life, the less you feel the need to have them approved by others. Najprej vse pozdravila, klele punce. Tako, kot sem že povedala na enem prej čveku v Ranžetu, tukaj smo skupaj, danes je Anja Mušič, ki je rekreativna kolesarka, ki naredi kar po 13-14 tisoč kilometrov na leto, nekaj tazga, ne? 16. 16. Potem je z nami profesionalna kolesarka Urša Pintar, ki pa naredi verjetno še malo več kilometrov na let, ne? Koliko si jih največ naredila v svoji sezoni? Ja, v bistvu tako je. Pri meni je tako v bistvu, da jaz res nikoli nisem gledala na, bom rekla, na neko dolžino. Pa če sem v svoji karieri probala recimo različne tipe treningov, ampak recimo maksimalno, da sem jih imela okrog 17-18 tisoč. Aha, no je že skoraj toliko, kot mi rekreativci zdaj, ne? Ja, povedala tako, ja. Pa z nami še Alenka. Jaz se kar skrijem na kilometru. Ja, da je pa naša Primorka, tudi pride na naše runde. Dobro, mogoče si imela prejšnjo sezono malo slabšo, ampak tako tvoja najboljša sezona pa tudi verjeten. Manj 8-9. 8-9, no, ampak naredi take res težke kilometre z dobrimi višinci, tako da, ja. Tako je čestno. Ja, eni radi malo bolj v hribe se vozijo, eni pa bolj po ravnem, tako da vsak ima svoje. Torej, mi bomo danes malo govorili o teh, smo rekli, ženskih težavah, v tistih, ker ne jih moški ne bi imeli, ali pa vsaj ne toliko velika, ne. Začeli smo s tem idejam že dostikrat na teh rundah, pa smo vedno mislili, da sem edina, ki imam take težave, zato ker so mogoče malo tabu. Pa danes moramo kar malo bolj odkrito o tem govoriti, mogoče je kakšna tema malo bolj zoprna ali pa neprijetna, ampak po moje je fair, da probamo biti čim bolj odkrite, če malo švicamo zraven. Tako da ja, zdaj v bistvu največja taka težava, zdaj verjetno se to velja in v rekreaciji in v profesionalizmu so jasno te težave genitalne, ki jih imamo ženske, ki se mi zdi, da so to res najbolj taka stvar, kjer smo malo drugače zgrajene kakor moški. Že sam pritisk, če na sam sedež je že drugačen, ne, potem pa še jasno sluznica direkt neposredno na blago. Kaj ti, Urša, se punce kakšne v profesionalnem športu vozijo s spodnjim hlačem? Pač po kakor jaz vem, v bistvu zelo malo. Mislim, da v bistvu skoraj nobena tega ne prakticira. Kaj pa vidve, ste se kdaj vozile s spodnjimi hlačami? Sem preverila tudi s temi spodnjimi, ne, pod hlačami. Sporo iz spodnica, mislim. Ja, ne. Ne, govori sporo s spodnjimi hlačami, da bi se vozile s spodnjimi hlačami kdaj. Ne, pa ti? Ne. Kakšno vidiš, ne? Jaz se, če ti ne povejo, se meni so tudi povedali. Ja, se meni so se tudi čudili, ne? Ki brez spodnjih. Ja, kakšno vidiš, kaj ima, ne, zdaj spodnje hlače, zakaj niso dobre, ne? Ena stvar je udobje, ki je žulj, lahko pride do kar resnih pol žulov, druga stvar je pa glih ta higiena, ne? V bistvu pena je narejena za to, da malo upija švic, pa da pena dela, ne, da nimamo pač teh težav takih. Tako da mislim, da to pri moških res, da bi bil v spodnjih hlačah ne vidimo. Pri ženskah pa vidimo kakšno, no. Tako da, če se kakšna vozi s spodnjim hlačem, lahko pokomentirate, kako vam to znese, pa kako se pelete, pa kakšne spodnje hlače imate. Da vam to gre. Tako da ja, pol so pa jasno te težave, Urša, ti si rekla, da ste enkrat se v blatu vozili, kakšne to težave lahko prenesli? Ja, v bistvu jaz sem letos oziroma lani vozila 2 dirke, to je bilo v Franciji, 2 zelo kar težke dirke in v bistvu na obeh dirkah nas je skoraj 150 kilometrov prav dež in pa ceste, vozili smo tudi po nekih poljih, kjer je bilo ogromno blata. Na tleh, ja, bilo je tudi ogromno padcev, tako da dekleta smo tudi letela vse povsod. Ampak ja, tudi to se spomnim, da sem po tistem en teden kasneje prvič v življenju dobila vnetje mehurja, kar mi je bilo pač zelo nenavadno, kako je tako kar naenkrat do tega prišlo, ker nisem pač ničesar spreminjala. In ja, pač v bistvu je bil to vzrok, ne. Kljub temu, da sem se jaz potem umila, ampak pač ja, to sem imela pač 4-5 ur na sebi v bistvu te hlače. V bistvu pa še drug dan, ne, tako da eno za drugim
Tudi recimo potem, ko sem hlače upravila, ker se pač na manj stopinj terajo, tudi vsa ta umazanija sploh ni šla stran, tako da so v bistvu letele samo v koš. Za koš, ja, to. Ja. Tako da ja, tudi take težave se pojavljajo in je treba tudi pri takih stvarih, sploh pri dekletih ali pa ženskih, ki so bolj občutljive, biti bolj pozoren. Zdaj, jaz sem recimo imela od začetka, no pa še zdaj se mi sigurno vsaj 2-krat na sezono zgodi, da v bistvu mogoče ne niti toliko enega vnetja, ampak res eno lušenje, res čist. To se mi sigurno 2-krat na sezono zgodi. No. Zdaj ne vem, je to po kakšnem daljši vožnji, poletke je veliko Švica, tako da pol res tak zoperen občutek, tist mi ne pomaga, nač pa smo navajena že vsega, pač takrat res pomaga, samo še, da se fajn higiena pol drži kakšen teden, pa da je boljš, ne vem, kako imate vi te težave, če jih ste kdaj imeli ali pa če jih še imate. Da bi imela prav neke težave, tako, no vem, se ne spomnim, no, da drugače pa higiena res, ne, mislim, pač pa, ki so menstrualne, mislim, ciklusi. No, se to je tudi ena, ja. Druga debata, no. Se tudi menstruacija je sigurno, ne. Ma ne, drugače ne, no. Pa ti, Anja, pa vem, ti pa si imela včasih, ne? Ja, veš, jaz sem imela res grozne težave na začetku, ker je pač tudi v bistvu ne samo pač te v bistvu drgnice ali pa karkoli, ampak tudi pač ene ženske imajo manjše sramne ustnice, ene večje in pač tiste, ki imajo večje, pač to res, mislim, to je lahko taka bolečina, da ker pač to, kad drgne, tudi prvo reznice nastane in pač dejansko to, če se ti zgodi po 10 kilometrih, pa jih imaš 150. Grozen, ja. Mene je res bolelo, tudi mičkam previsok sem imela sedež, ko sem začela in pač dejansko, ja, sej tudi zato se ti veš, ko sem v bistvu, jaz sem pač dejansko vzela vazelin, pač v hlače, da je pač bilo, no, zdaj se pravim, pač ni bilo lih za videti mogoče, ker je bila pač pol cela rit čist masna, ampak ja, pač sem imela, no, sem pol mal sedež spustila, tudi mičkan klon, no, v glavnem zdaj pa čist drugače, ampak ja, to je grozno, mislim, to so bolečine, to je... Jaz sem najdla eno raziskavo, ki je bila v lanskem letu narejena v en center za prav te težave, v bistvu vse spolne in genitalne in za vse težave iz Toronta, in so naredili lani raziskavo med 700 kolesarkami. V glavnem so bile rekreativne kolesarke in je bilo zanimivo, ne, da 96% žensk teh so imele težave ali z vnetjem, ali pa točno te boleče ustnice, ne, da so imele težave z, no, to je tudi ena od stvari, ker sem pa jaz recimo pri sebi ugotovila, da je zelo olajšan ali pa praktično ne pride do bolečin, če se redno brijem. Ja, da je res ta britje, da res ne pride do tega, do teh, do krtače, če v temu tako ne. Ja, čeprav pri meni nikoli ni bilo to, ampak pač dejansko to trenjeno. No, se to je pa definitivno, ne, če bi zdaj se na vse to gremo, če bi rekli, kako rešiti te težave, definitivno so to ta prave hlače, ne, ta pravo peno, pa sedež, ne. Ja, sedež. Sedež, pa pol kakšne žavbe, ne. Takšne in drugačne, mogoče navaden vazelin. Ja, res. Jaz sem sicer tudi že videla žensko, ki je plula na roko, pa se malo, pa smo šli naprej, ne. Ja, očitno je bilo zelo hudo. Je bilo pač, ja, če ni, ne. Problem je, ja, tudi pač te ciklusi, ne, v bistvu ženski in pač takrat, ko je pač vse bolj suho, pač res, ali pa ja, če je vroče v zuniji, mislim, se pravim, pol tudi ne pomaga nič več. Ti v bistvu, ko enkrat to raniš, je to pol, se pravim, to je grozen, mislim. No, se meni, ko se je to prvič, ko sem začela kolesariti dobrih 10 let nazaj, se mi je to prvič zgodilo. Takrat sem meni se zdaj še potušam, kar je okala, no. Ja, prav, res, tako grozen je in jaz tudi... Urša, da vem, da so tudi v profesionalizmu, saj sem že videla, zdaj nisem še slišala, da drugače, ampak da so, ker so take večje hitrosti, ni to pozorno, zdaj mogoče na kakšnih dirkah, ampak ni toliko veliko žensk, celo pride lahko do preklanja ščegetavčka in tega, tudi ta si to ti kdaj že imela, slišala kaj tazga. Ne, kaj tazga v bistvu... Ker kakšna luknja, da se zapeljale, no? Še ne, ampak je pa tudi
veliko to vrstnih težav, no, tudi v ženskem pelotonu, tudi pri nas, ne vem, punce v ekipi, recimo pa tudi, ne vem, zamenjaš toliko in toliko sedežev, toliko in toliko podlog v hlačkah, pa kdaj recimo pa imaš takšne kreme in drugačne, pa tudi to mogoče kdaj sploh ne pomaga, ne. Ja. Mogoče za en dan, dva, ja, pa ti vozaš, ne vem, 10 dni džira, je pa to situacija čist druga. Takrat pa je kar neki deklet, ko v bistvu sploh ne more tega čist rešiti, ne. Ampak ja, definitivno more vsaka najti, ne vem, najbolj primeren sedež, potem tudi ja, pozicija, tudi kakor je Anja omenila, ne. Potem je pa ja, spet tudi posameznice odvisno, tako da to je tako, dosti se da narediti, no, ampak mislim, Tukaj je da je to tudi verjetno lahko z bike fittingom, verjetno bi tudi bila zadeva, ki se rešuje, ne. Pa se je danes že v bistvu vsaka uprav bike fitting. Tako da ja, no, vse to je ena od stvari, ki je nekaterim sigurno. pomaga, ampak sigurno so tudi tukaj rešitve. Jaz moram reči, da zdaj, ko sem bila po dolgem času spet na fittingu, je lepo pokazal, kako to medenično kost, ne, pač ima, se pravi, model, kako izgleda, če pravilno sediš, pa če imaš pravilno sedež, pa nimaš pravilnega sedeža, ne, kam padajo, se pravi, medenične kosti in kam ne, ne, in jasno, zdaj, če tebi kost pade naprej, začne pritiskati vse skupaj na sedež in pol sigurno to ni glih najboljša. Tu sem imela jaz problem, ker sem imela preozek sedež, ne? Ja. Sem avtomatsko drsela naprej, me je v bistvu Ves čas pritiskalo, ne, me je res, začne boleti, ne. In sem imela preozek sedež, zdaj imam širšega, mi je top, ne. Ja, jaz sem tu zdaj. Na čist širok sedež, ne, na najširši, tako da. Sem videla, ja. Ampak mi je tudi ful dobro, tako da sem zdaj že par ker treningov v na bistvu se trenažerju rit naredila in lepo- niti ne čutim nobenih težav. Tako, nobenih drugih, ne, glede na to, da je sedež čist drug, pa čist nobenih težav nimam. Tako da mi res sede, ne, ta sedež. Zdaj ne vem, pač jaz imam tako terapijo, da nimam menstruacije, tako da hvala Bogu s tem nimam težav, ampak ne vem pa, sicer pa ne, da jo imam zavrt ali pa pač sem zamirjeno vsadkom, tako da pač nimam s tem težav. Ampak ne vem, kako pa to punce drugače res bi na kolesu, ker res si sploh ne predstavljam. Pol v bistvu en teden praktično se moraš izogibati kolesarjenja ali kar s tamponi. Ni ovira. Kar s tamponom. Ja, res je. Pa pol kaj ima štrikac, malo odrežeš, malo da stran, da Pa dviješ, res. nekam ga moraš umakniti. Pa dalo, ne. Ker če dojete še v štrikac lahko, kaj Mislim, poreže. zdaj tako, odvisno kakšen tip si, ne, zdaj, ali, ne vem, če je menstruacija, da viš, lahko delaš paniko, ojej, ne morem nič, ne. Meni mi ni bila nikoli menstruacija vira, da ne bi športala. Ne, sej meni tudi ne opreš nikdo, mislim, da tista, ki si želi kolesariti, verjetno ja, tudi bilo, najde kjer je rešitev, šport, ne, tako, ne vem. Meni res ni. Pahneš noter, tampone in greš gas. Kaj pa te profesionalke, včasih so se kar malo izogibale menstruacijam, pa so si jih malo zavirale, pa prestavljale, pa Ja, to premikale. še zdaj delajo nekatere, no. Je pa res, da tudi zdaj vse več punc tudi prilagaja trening glede na menstruacijo oziroma glede na ciklus in se je tudi pač to pri nekaterih pač pokazali, kakor dobra zadeva, ker pač takrat je telo malo drugačno, dobro, če je na tisti dan dirka, je pač dirka, drugače pa kar prilagaja, no, trening tudi glede na ciklus. In se je pač tudi pokazalo, da je to tudi kar učinkovita. No, ker sigurno Fizično nisi toliko močen, Ja, ne. ja, mislim, ker se čeprav sigurno biti brez menstruacije še slabši, ne? Za samo telo, sigurno, ne? za samo telo, hormonsko, potem ja. pride do takih težav. To sigurno ni v redu, ampak ja, nekatere pač bi za tisto uspeh vse naredile. No, jaz tako bom za rekreativke rekla, sem malo bolj pogledala pa prebrala. Pa ena od stvari, ki naj bi pač malo olajšala vse te simptome menstruacije, če ima zelo hude oziroma tudi bolečine, pa vse skupaj je redno jemanje omega-3. Zdaj to je tako še za vse ostalo, ampak naj bi bil tudi na sam ciklus naj bi vplival zelo tako, da je reden, pa da ni preveč sam težaven. Zdaj to so stvari, ki so bile preverjene in so s testov, ostalih stvari ne bom govorila, ampak samo tisto, kar je bilo. Pa kofein, kreatin pa železo. To je tisto, kar naj bi ženska nekako jemala in naj bi tudi v bistvu vplival na sam ciklus menstruacije. Zdaj železo sigurno, če kri izgublja se, a ne, in potem so te zaloge železa verjetno takrat manjše. In zdaj kofein naj bi pa blažil bolečino.
to bolečino, krče, ki prihaja, naj bi nekako blažil, zdaj ne, da se to ful našopaš, ampak mogoče imaš takrat v tistem obdobju gel s kofeinom, ki ga drugače mogoče ne uporabljaš ali pa kaj takega. To naj bi tudi bila ena od stvari, no. Pa da analgetikov se ni treba izogibati, je tudi v redu, če se kdaj lahko kakšen ibuprofen vzame, ne, pa ni to čisto nič narobe. Pa mogoče takrat vse tudi lahko pol se trening naredi oziroma se odpelje, ampak ja, malo drugače. Jaz tudi vem, no, zdaj pri tem Human Performance, da tudi delajo na prehrani recimo, ne, v tem času menstruacije, zdaj ne vem, ste to kdaj kaj prakticirala, ko si imela te menstruacije, kaj drugače jedla, kaj drugače ali... Ne, sem veliko prebrala od tega, ampak ja, pač v bistvu nisem prakticirala, ker je pač tako čisto odvisno, recimo jaz, ko sem dirkala, pač če je takrat prišla ravno menstruacija ali pa če sem bila v obdobju pred, sem pač prilagodila temu, kako se moram, ne vem, napolniti glikogenske rezerve, kaj moram jesti, tako da se nekako sploh nisem mogla pač to k temu čisto posvetiti, ne. Ampak sigurno si pol rabila kaj več, mogoče pojesti še kaj več cukra, zato da si malo bolj mogla se nafilati ali tako čisto v bistvu, čisto po občutku. Jaz sem pač vedno zelo po občutku delala, ker zelo dobro poznam sama sebe. Tako da ja, to mi je bil pač največji faktor, da sem takoj vedela pač nekako, kaj moj telo potrebuje v določenem trenutku. Se pravi, poslušati samega sebe. Tako, ja, predvsem to poslušati samega sebe, pač ja, nekateri tega tudi ravno ne znajo ali pa se nikoli niso pač v to poglabljali, ampak ja, nekako sem v svojih, ne vem, 10-15 letih več različnih stvari sprobala, vse, kar se tiče treningov, kar se tiče prehrane, in pa ja, pač nekako tako prek tega sem se zelo dobro spoznala, no. Ti pa praviš, da šopaš ne glede na to, imaš menstruacijo. Mislim, ni ovira, zdaj menstruacija, se pa čutim, ne, na kolesu tisti dan, ne vem, da malo prilagodi se. Imam noge, imam težje, ne, tako pa si rečem, tu ni ovira, bom jih tako šla, ne. Mi ni res zdaj, da bi bilo to ovira, ne. Se da, no, okej. Zdaj ena od stvari, ki pa imamo, mislim, da pa težavo, pa ne vem, kako bi lahko rešili v bistvu kaj drugače, kakor jo pač rešujemo, pa naredimo, je pa to upravljanje potrebe na kolesu. Zdaj med dirko, niti ne vem točno, kako to ženske, ker pri moških včasih kaj vidimo, ne. Pri ženskah pa še nikoli nisem zasledila, da bi kaj pokazali. Vrete se kar polula, ne, v hlače in gremo naprej, ne. Ne, v bistvu ni čisto tako. Tudi na ženskah dirkah gremo na vmes pač na potrebo. Aha. To se naredi tako, da se pokliče radio, pač po vezi, medtem si že, ne vem, odpneš vsaj nekak zgoran del dresa. Potem pa, ampak to je seveda, če na dirki zelo leti, tega ne boš naredil, ampak se nekako v prvem delu dirke ponavadi pride do tega, no. Zgodi se tudi recimo, da se več punc med sabo zmeni, ali pa tudi, če se v bistvu posameznica, je potem tako, kot sem rekla, ja, se pokliče radio, postaviš se potem na koncu pelotona, potem pa pač nekako najdeš mesto, pač ravno tako, pač mogoče se le malenkostno skriješ, če se da, ne pač ravno sredi ceste in potem pač tam opraviš, potem ti pa avto tvoj oziroma športni direktor ti potem pomaga z avtom, da prideš nazaj do ostalih avtomobilov in pa se potem pomikaš naprej, pa si spet noter, potem nazaj v skupino. No, zanimivo, veš, ka tega jasno ne kažejo, no, hvala Bogu, nekaj pri moških vidiš včasih, ne, veš, tista cona je in oni vam lečajo in pač to je to, a ne. Čisto simpel je tam, ne. Ja, tam je malo ime lažje, a ne. No, zdaj, ko gremo pa na kakšen izlet, a ne, je pa spet isto, a ne, sej pa čisto se moramo nekam malo skriti, malo umakniti. Fajn je vsaj, da ima ženska športni modrca, ne, gor, pa je vse malo drugače, pa neko še majčko, če je še to lažje, ne, vse skup. Zanima, obe tudi vosta hlače z naramnicama, ne, imate nikoli hlač, ne. S tem na te zimske imam pa jaz te, ki se odpnejo in to je super, ampak nimam pa res, tudi recimo, ko gremo na te daljše, jaz dokler sem na kolesu, sploh ne čutim, da karkoli, tudi če me prej, ne vem, lulat ali pa karkoli, jaz, ko se usedem na kolo, lahko vozim 5 ur, pa ne bom, res. Ko bom stopila dol, bom recimo začutila, da moram iti, gač pa jaz lahko vozim. Tako da nikoli ni tako, tudi meni recimo se mi ne da slačati in jaz tudi daj, če se kje na hiter ustavimo, pa da grejo moški na hiter recimo lulat, jaz ne, ker se mi ne da slačati. In pač vem, da ne bo kriza. Jaz moram reči, da imam ta problem sam v
takem v tem, dobro, pozim se veliko ne vozim na kolesu, ampak tudi če sem na obali na kolesu, pa tako, jaz imam v tem času samo ta problem. Jaz isto, načeloma, če je vroče, pa to načeloma nimam problema, sam moram pa reči, da kar sem začela s temi treningi, pa z to prehrano in tudi s hidracijo, ki jo imam nekje predpisano, moram reči, da veliko več hodim, me pa večkrat prime na stranišče, včasih so na trenažerju, zdajle se mi je že za ene dvakrat zgodilo, da sem mogla celo s trenažerja laufati na WC, kar ponovadi se mi to ni dogajalo, ne. Ja, ampak tako hočem povedati, da so stvari, ker tudi, ko smo šli recimo v Francijo, kolesark mi je vedno blaž, sem imela pač navodila, da naj grem spat z svetlim urinom. To je eden bil od kriterijev, se pravi, in če ti hočeš iti s svetlim urinom spat, po celem dnevu kolesarjanja na 40 stopinjah moraš ful popiti, ne. To je res ful tekočine. Potem spet naslednji dan zjutraj in sem morala reči, da sem letos mogla iti parkrat, pač tudi jaz lulati. Ja. Ampak meni je tukaj največji bolj problem ta pol urina, ne, ker je pa spet slan, pa spet ta vročina in se mi zdi, in ponovadi v bistvu pol iščem, da grem res na stranišče, če se le da, da grem na WC-jo, da je stranišče, pa če je še možen kakšen vlažilni robček ali pa se vsaj malo kakšno, da se obrišeš, ker prvič, ko sem šla tako, je bil glih to problem. Pač ta urin je problem, tudi sigurno. To je pa, da se pol vse osuši, ne. Ja, pač se pravi, tudi tako, ko mi hodimo, pač ne vem, jaz če bi rekla, zdaj moram iti pa na stranišče, bi vsi poiskali nekje, pa mislim, da je primerno, normalno, se pač prilagodi. Ampak moram reči, da na teh dirkah, kar sem jih vozila, me pa ni nikoli mene. Tam me pa res ne, no. Tudi če bi je po moje vidko, kot sem rekla. Se mi zdi tudi poleti, ko piješ, da ti gre avtomatsko skozi. Ja, mislim, manj je. Se pravi, da mene največ ta zimski čas, je pa res, da me je letos tudi poletno. Glih zato, ker sem veliko več pila. Jaz pač se zdaj držim, nekje tisti bidon imam sigurno na uro, in prej sem imela lahko 2 bidona z 100 km, zdaj v bistvu 100 km 4 bidone spijam, tako da se nekje ustavimo in ga hitro nafilam. Pa mogoče je sam voda, tudi če ni nič noter. In moram reči, da se tudi tako res boljš počutim pol, vse skupaj. Čeprav tako, če greš v moški družbi, ne vem, 150 km, bo šli oni žene 4-krat, in šla pa enkrat, ne da nočem se sleč, pač, meni ti ne proteši, ne vem. Sej pravim, verjetno je tudi ta zgradba, spet tukaj, ne vem, jaz tudi vidim, da moški veliko več hodijo na stranišče, tudi tukaj v lokalu, kot ženske. Je večja potreba, ampak ne vem, še več popijejo, Tako da no pa še ena taka banalna stvar, a si brišete nos na kolesu? Ne. Jaz si ga, ampak zato, ker ne znam pihant in meni se vedno vsi smejijo in tudi Simon čisto vsakič, lih zdaj, ko sem pač že 3 mesece se nekaj skozi potlena. A se kaj, si brišeš ga med vožnjo, vzameš robček in piham in vse in vsakič v bistvu, pa ne bosanca, mislim pač, ne znam, jaz lahko piham pa na bodle, mislim. Ne, sem pa na začetku lih tako kot ti, sem imela pa robce, pa tisto, da to kar neka bula, in potem sem začela pa res. Jaz pa nimam niti toka, veš, jaz moram sam kaj obrisati. Kdaj se pa... Vse malo špricne vam pa je. Kdaj si zafrknem pa... Da pokažeš unmo od zadnjih, da mu ne plunaš od zadnjih, to je to, ne. Kdaj se pa zafrknem pa me gre pole ne po očaleh. Jaz vam klej na rami, malo tako pošpricano ramo. Sem pole pa očali, pa mislim, tu je... Ja, pa tudi po očalih, če je bila ful daska, je tudi po očalih, ampak jaz sem že prej, ko sem tekla, preden sem začela kolesariti in sem se že v bistvu na teku navadila, isto, Jaz sem se že na teku navadila, pač brisati nos in tako sem pa tudi to na kolo nekako prenesla. Kaj pa ti, Urša? Ja, se pač verjetno je vsaka ženska na začetku imela robčke, ampak potem smo se kar hitro naučile pihati. No, to je tudi ena taka, tako da, če vam je naroden, punce, kar brište si nos, not se zdelati fine, ker to je brez veze, une robci, drajš dajte not kakšno čokoladko več, pa puste robce doma. Edini mogoče robček bolj za obrisati se, ker greste lulat, kakor za nos. Tako da, no.
Ne vem, a imate še vi kakšne tele take ideje o teh zdravstvenih težavah, bolj, da smo pri teh ustanemo, ker če ne bomo poloh, malo gremo na drugo temo. Zato je v glavnem to, kar je tazga pri meni. Se pravi, mislim, večinoma rešila, no, drugače je sedežem sklačeno. Se zgodi, kdaj tudi kakšen daljši klanc ali pa karkoli, kaj malo bolj na tempo. Recimo, ko lovim te norce ali pa karkoli, no. Tisti tudi res, drugače pa, se pravi, je veliko boljše, no. Ti še boš kakšnega bi se operirala ustence? To sem pa, ja. Ne, v bistvu ne. Sem pa slišala, da je zdaj to kar popularno. Pač mogoče ne ravno za kolesarke, ampak lahko, da bo tudi to šlo v tej smeri, če bo kakšna imela take težave. Mislim, v tej raziskavi, ki sem jaz prebrala, je tudi pač to počnejo, ja, v kolesarstvu, zdaj mogoče, ker je to ameriška raziskava bila, da to je že tam, ker so pač tako malo začnejo prej vse, recimo, ampak, ja, no, tako da, ampak mislim, da to glih, ne vem, če so to rešitve in probati res hlače, ustrezne sedež, bike fitting je definitivno dobra stvar, pa ja, kreme, pa Bepanthen Plus, to je, pa nič ne delamo reklame, ker nič nismo dobili za to plačan, ampak ni boljše žavbe, lahko se namažete tudi po sluzničnem delu, pač ne okrog odprtine, ampak res se pa lahko drugače povsod namažete z Bepanthen Plusom, tudi po britju, tako da je res fajn zadeva, no, za blažiti zadeve. Ja, se strinjam, ja. Bepanthen Plus, kakorkoli je zelo uporabljen. Je pa ena stvar jasno, če pride do kakšnih glivičnih okužb, to je pa s kakšnim srbenjem, kjer se najbolj vidi, je pa kakšen kanesten, ki ga tudi lahko dobite v lekarni brez, da se hodi kakšnim zdravnikom, tako da se lahko mogoče te stvari od začetka probajo reševati na ta način, če pa je prehodov, je pa včasih treba tudi mogoče zdravnika pol obiskati, pa da da kakšno, da se ne matra preveč, a ne. Glede, ko smo tega rekli, no, pa jaz mislim, da je smiselno tudi uvesti med pranjem dresov, da se da v pralni stroj dezinfekcijsko sredstvo. Ja. Ali pa kakšen športen prašek, ali pa kaj takega, da se uporablja. Ma niti ne, mislim, športen prašek, ja, ampak prav obstaja tudi dezinfekcijsko sredstvo, ki se da poleg pranja, ker te drese se večinoma samo na 30 stopinj lahko perejo. Pa še to sam ročno, pa čistko. Ja. Drugače pa ja, jaz sem recimo začela uvajati ravno zaradi tega vnetja, ker sem se zelo ustrašila. Sicer sem imela to samo enkrat, no, še ta dezinfekcijska sredstva in pa ja, pač... To se kar kup v trgovini, med praški, tam, kjer so, se pravi, dezinfekcijsko sredstvo za cujne. Tako, in mislim, da je tudi prav, da piše gor, da je ravno za športno perino. No, evo, tako da, no, jaz to zaenkrat sem jaz športni prašek, ampak mogoče bi pa tudi to bilo fajn za uvesti, ja. Enač, pa smo pa zdaj na eni tej zadevi, ki je pa meni tudi zanimiva, ta tekmovalnost med ženskami. Se mi zdi, da je zelo drugačna, kakor med moškimi samimi. Kaj pa vi mislite? Mislim, da je bolj tle, gre pri ženske bolj družine, tako, da ni tiste, mislim, da ni za rivalstvo, no. A misliš? Ma, ne vem, mislim... Jaz bi glih rekla, da je kontra, ker... Meni se bolj moški bolj družijo na samem kolesu, pa da ženske veliko bolj, jaz sem tudi tukaj opazila na naši rundi, lahko povem, pa ne v smislu, da bi, videla sem, ko so prišle ženske na rundo, pa zato, ker niso mogle biti dobre, ne, moški ni bil dober, ni se držal, pa je šel v slabšo skupino, pa se je pelil zraven, ali pa rekel, jaz ne moram, pa je šel v zadnji, ne, pri ženskih jih pol kar ni bilo več, ne, na rundo. Tako da moram reči, zato ker so se pač tudi druge ženske pelale in potem enostavno niso prišle nazaj. Potem moram reči tudi na dirkah, se mi zdi, da se porajta, ne, zdaj ti verjetno veliko na dirkaš, ne, ampak mogoče tudi Anja bi to lahko videla, pa tudi Urša, bom pa za Uršo pol en prav vprašanje, konkreten, na čist na prvo tur, ampak pol na sami dirki, ne, lahko opažaš, kaj ženske počnejo, ne, da so veliko bolj kumovčkaste in veliko bolj zrivajo, ne. Mogoče lih na teh rekreativnih, recimo, mogoče proturi vsem so bolj profesionalne, te rekreativne je pa vse živo in je v bistvu, meni to je bolj v ženski naravi, tudi v službi, no, se mi zdi hitro to, ljubosumje, tudi če se kakšna lepo oblač, pa če je hitro, ne, te, ki pravijo krempli in je tle tudi, no, te dirke, pismo, jaz res na prvo, ko sem šla tako, res, da sem Simona spremljala, tam sta me dve hotele s kumovci, tako,
prav žlehnova je, no, in se mi zdi ta To, ko gre za tekmovalnost, ne, Ja, Imaš, dobro, z tega vidika, jaz sem ja. mislila z vidika bolj tako druženje, ne? Mi se že lahko bolj družimo, čeprav včasih se tudi vem, da se družimo lahko pol malo s kislimi obrazi ali pa kukorkola, No, ampak... to je to, moški se recimo na tekmi udarijo, pa zgre pol na pivo. Tako. Pa, Ja, to ne? pa res je, ja, A veš, to je res. ženske je pa vsem čutiš tisti, in v bistvu tudi jaz čutim na rundah recimo, tako na kakšnih, mogoče ne na velo, no, tle krok mene v bistvu, ko zdaj hodimo. Ja, je kar neka Tekmovalnost, tista, pa dej, ja. ja, mislim, se smo, popoldne smo šli, mislim, ne... Ja, jaz sem nič nekje ne prebrala nočem, en ja. tak dober, ne, tudi je bila raziskava, tudi ko si rekla, tudi Ja. na temo v službi in v športu, ženska je ženski volk. Ženski Ja, volk, no, ne. in tudi Ker recimo- volkovi ja. bojo med sabo Ja, tekmovala, ja. ne, vsak volk in v bistvu v tem smislu, ampak tukaj v bistvu itak nimamo kaj narediti, da bomo to spremenili, edino mogoče se tega malo bolj zavedamo, ampak mislim, da je to se je zelo dobro po letos pokazalo, oziroma lani, tudi ta ženska tekmovalnost, ki je drugačna na turu. Pa boš ti Urša povedala, če se jaz motam. Takrat v 5. etapi ženskega tura, ko je Demi padla, rumena majica, je v bistvu zmagala etapo njena sotekmovalka, a ne? Se pravi Madžarka, Vos, Ja, Blanka Vas. Vas, Ja. tako. Zraven je pa v bistvu bila v skupini tudi njena Lorena Vips, ne, njena tudi sotekmovalka, ki je dejansko videla padec, pa se je kar odpeljala. Kasneje so bili izgovori, da ena je mislila, da bo vse v redu, ta, ki je bila zmagovalka, je rekla, da je bila brez veze radijske, da je nehala, ne, delati in potem najprej tako, kaj ti to misliš o tem konkretnem dogodku? Ja. Misliš, da je to bila ta ženska glih ta tekmovalnost oziroma ljubosumje in tako, ali je bilo kaj drugega? Ja, pač tle čisto točno se niti ne vemo, kaj se v SD Works ekipi dogajalo, če so imeli mogoče oni tudi v zadju kakršne koli druge cilje. Ampak ja, kaj naj rečem, pač ja, zelo tak primer je bil, no, ker mene je recimo tudi to potem zmotilo, zakaj ni šla Demi Vollering. Recimo, če bi se moškemu to zgodilo, on bi dal poln gas, pa bi šel, ne. Pri njej pa nekako ni izgledalo, kakor da je šla to na polno loviti, ne. Zdaj, ona je tudi imela bolečino, ne, da nekako... Ja, ampak pač nekako, če si ti na turu, nekako pa če veš, da si vodilen, da se ti gre za generalno, nekako to narediš. Ampak ja, one niso, pač ne vem, mogoče se je že tudi vedeli, da je naslednje leto ne bo več v ekipi, tle pač lahko samo ugibamo, se pravim, ne vem točen, pa tudi če kdo drug verjetno ne ve, kaj je bilo čisto zares v ozadju, ampak ja, med Nizozemkami pa recimo nasploh se je večkrat opazila ravno ta tekmovalnost. To sem jaz opazila recimo na raznih evropskih svetovnih prvenstvih, kjer pač one Tako, nekako niso delale kot ekipa. Ker tekmujo ena proti drugi, ne, Tako, smo ja, imeli ja. Vosova pa Van Floydnovo, Ena pa tako, proti ne. drugi, Ja. tako, ja, tako da tukaj se v bistvu, ja, to mislim, da je tudi nek dokaz, da je neka taka Ta ženska malo drugačna, ne. ženska drugačna tekmovalnost. Saj zaradi tega so tudi ženske dirke mogoče malo drugače zagledati, čeprav so ratale zdaj veliko boljše, pa tudi veliko bolj timsko kolesarjenje je rato, mogoče še pred leti je bilo vse skupaj kar malo na juriš, je delovalo, ko smo mi to gledala, ne. Že tudi ta prvi tur, pa s tem zdaj tretjim, a ne, je bil lani ženski, a ne. Mislim, da je bila kar velika razlika, je že ratala tudi tem. Ja, je, pa tudi tekmovalnost je pač vedno večja, apetiti so vedno večji, denarja je vedno več v World Touru. Sigurno se vsaka na nek način želi pokazati, saj zaradi tega potem recimo naslednje leto dobi višjo pogodbo, ker zdaj jasno, tudi v to vsak ženskem šport. World Touru so šle številke konkretno navzgor, tako da jaz mislim, da to eno z drugim potegne vse. Recimo tudi prvi tur, ki smo ga mi vozile, je bilo to, pač prav čutiti je bilo tisto nervozo v tisti, jaz sem tudi padla tisto etapo, sem si komolc oziroma vezi zlomila, ampak to je bilo tako, v bistvu so nam športni direktorji tulili noter v popravi pozicijo in to verjetno vsem kolesarkam. Zato je tudi tisti prvi tur bilo toliko veliko pacov. Ja, tisti je bil res tak kaotičen, tako, ja, zelo kaotično je bilo in pač ja, vsaka je hotela biti od spredi
pač ja, ta tekmovalnost je bila že kar prej negativna, kot pa pozitivna. Ja, tako da to se, a mogoče veš, tako, koliko je najbolj plačana, koliko ima največ denarja, najbolj plačana kolesarka v World Touru, Pro Touru, koliko je to denarja, a so to že milijonski zneski ali še ne? Ja, že gre proti milijonu, no, ampak ja, ni pa to še čist blizu moškim, ampak se je v zadnjih parih letih so se te številke kar dvignile. Recimo zdaj srednji proračun pri ženskih World Tour ekipah je nekje 5 milijonov. S tem, da SD Works, ne vem, Movistar, Jumbo, ženska ekipa, oni imajo pač že tam čez 5 milijonov. No. Seveda, to je proračun, s katerim oni delajo, ali so tudi, katerim so že plačane noter? S katerim so že plačane v bistvu kolesarke. Ja. Dobro, to so še vedno, so že milijonski zneski, ampak še vedno dosti manjši, ne, od moških, ne, tako da... Ja, so še vedno manjši, ampak ja, se tudi to iz leta v leto, no, se v bistvu... Tako da zato tudi ratuje zdaj enostavno 2-3 isto ekipe, tako kot v moškem Pro Touru, kjer prednjačijo tudi zdaj ženske ekipe, zdaj bomo videli, kako bo letos, no, tale FD, kako bo to... Ja. So se kar ojačali kot ženska ekipa, ne. Ja, siguran bo letos zelo zanimivo spremljati, no. Da, okay. Zdaj smo že kar malo na tale profesionalen, tale Pro Tour prišli. Zdaj, po moje smo tole kar šle česa, ne? V bistvu, zdaj so sam še rekli, kako bi mi kaj mlade punce spodbudili k kolesarjenju. Vidve kaj vidite sploh, kakšnih prav mlade punce, da bi imeli tele naše generacije, naši otroci, ni nobeden, niso zagreti, ti imaš majhne. Ne, moje so malo drugače v muziko usmerjene. One so po očiju. Ne se razbiva, ja. Aha. No, ona ima 2 hčerke, recimo, pa ni nobena kolesarka. Zaenkrat še ne, gremo, ne, tako kakšne džiretke po naših koncih, to je to, ne, zdaj, da bi prav tako kot jaz zapalne po domače, ne, pa ni še, no. Ne, no sej, dobro, zdaj Igor, Glizuša sva se pogovarjali, kako bi tudi punce, ne, prepričali, da bi začele trenirati kolesarjenje, tako kot je zdaj med fanti, ne, glih tale Pogi tima, ne, koliko je velik ratu, to je, ne vem, 500 fantkov. Sedaj pa ta Pika. Zdaj Pika, ja, samo to zdaj vprašanje, koliko je tukaj mladih punc, pa koliko je tukaj zdaj neki, zdaj tukaj v bistvu so to kar v glavnem punce, ki so prevzete, bile kar vidim, da bolj iz BTC-a, ne. Pa zdaj ne vem, a ti si tam, ti še si z vami pri BTC kaj kolesark? Ja, jaz sem še vedno v kolesarskem društvu Rok, mi imamo več selekcij, to je moška Gusto, Pogi tim Gusto ekipa, potem imamo ta male Pogije, potem imamo zdaj še ženski Pika tim, tukaj so v bistvu mladinke, katere so bile pač do zdaj BTC-jeva šola, BTC City, kolesarska ekipa. A pa to bo še obstajalo, ta BTC, ali to zdaj v bistvu Pika? Ne, to je zdaj pač v bistvu Pika tim ime, tako, ja. Potem pa imamo članice, katere enih parno je v Pika timu, ostale članice so pa v bistvu v tej naši kontinentalni ljubljansko-italijanski ekipi. Tako da v bistvu imamo kar nekako zajeto, no. Ti boš še drug let dirkala, ali boš, oziroma letos, zdaj smo že letos to sezono. Ne, jaz mislim, da sem kar v bistvu zaključila z mojo kariero, tako da bo treba zdaj kakšne druge nove izzive najti. No, manjka jih ne. Tako da nabere se vedno lahko kaj. Enač pa imamo pa samo še dajmo na te tehnične težave, jaz pravim, ki jih imamo mogoče spet ženske lahko, malo drugače kot moški, se pravi, a ti znaš zračnico zamenjati? Ne, pač če ne bi imela možnosti druge, da res ne bi mogla koga poklicati ali pa karkoli, bi jo, no, mislim, tehnično pač vem, ampak jaz imam za to tubularje, lih zato, ker v bistvu... Ti imaš tubularje? Ja, ker sem rekla, pač jaz tam ziharno bom sama zračnice menjala in to je to. Zdaj mleko imam sabo, pa pumpico in upam, da se mi nikoli nič ne zgodi. Ok, to je v redu. Ti Urša, ti verjetno znaš, ne, zračnico zamenjati? Ja, seveda, ja.
Pa si jo nekako ne gre. velikrat Jaz sem zamenjala, ampak je velikrat ni bilo treba. Ja, tako pač se je tudi zgodilo, čeprav se mi zdi, da je zdaj pač ta oprema toliko boljša, da niti nimam več velikih defektov. Tega je zares malo, ja. Ja. Tega. Ti, Alenka, pa vem, da je 100%. Ja, to pa, če greš 350 km sama vozati, tako to moraš pa znati. Dobro, lihti zbog rata, da je... Ti pa imaš zračnice? Ja, zračnice. Ja, mislim, da je kakšen tubeless ali pa kaj. Ne. No, jaz imam sicer, Mama ni problema. jaz imam sicer partnerja, mehankarja, kolesarskega, pa še enkoli v življenju nisem zamenjala zračnice. Tako da to, kdo veste. Če ne je easy, ne? Telefon, pokličeš. Ja, sej načeloma se vedno nekako na to zanašam, da če bi mi že kaj, da bi že kakšen bil ob cesti. Hvala Bogu, lej, sem imela pač do zdaj, da sem bila sama na cesti. Je pa res, kot je rekla Urša, da je ratala ta oprema zdaj tako dobra, pa če jo prav, se pravi, če prav pumpaš gumo, a ne, se pravi zračnico in vse, tudi ne pride do defekta glih tako hiter. Pa imam v bistvu noter te tubulite, a ne, ki so čisto tenke, res tako, ki bi rekel, človek to bo kar počel, pa ne. Tako da imela sem pa tubeless zelo kratek čas, moram pa reči, da pa, ki mi je spustila, mi jo ni nazaj zaflikala, tako da sem lahko ostala na cesti. Sem v bistvu se palala, ker bo še kle blizu lokala nazaj. Ma ja, fajn je, da znaš, ne bilo kje lahko definitivno ne lovi, ne pa... Vse jaz pač vem, kakšen je postopek, imam pajserje, imam zračnico, vse imam s sabo, bombico, vse imam s sabo. Zdaj verjetno, če bi ostala sredi niča, ne, bi pač še, ko sem končnik, ne pa na YouTube pa pogledam, bom že zamenjala, upam, ne. Pa pure rabla, pa pure. Da so v skupini menjali tako dabino, mislim. Bi se lotila, no. Ja, ne bi glih se ustrašila. Znala zračnica sem. No, pa ketno pa znamo gor spraviti, ne? Ja, to pa znamo, dobro. Ja, dobro, tudi to je lahko ena stvar taka, mogoče ena kolesarka, ki začne kolesariti, jo ne zna, ampak klej predvsem sam nobene panike ne zganja, če ketna pade dol, ne se naprej pelati, ne vrteti, ne obračati, ustaviti se čim prej paketno nazaj gor na zobnik spraviti in mislim, da ni to hudo, malo so roke umazane pol in to je to. Tako da ne, aj še kakšna, kolo, a pucate kolesa same? Ja, itak, po vsaki rundi. Ti ga sama pucaš? Teb ga Simon, a ga sama? Ne, ga sama. Ja, ne vem, Urša, a imaš ti kakšnega, ki ti puca kolo? Kolo mora biti čist, ne? Tako da pač moramo tudi ženske. Ja, jaz imam spet to srečo, da mi tega ni treba. Ampak ja, včasih, če sva zelo skregana, moram pa sama malo kolo spucati v furi noče. Tako da ja. Jaz sem se navadila, recimo, res jaz ga kar v avtopralnico pelem, ker vam v bistvu čist sej, direkt to pred domom, tako da kadar je blaten in ima zdaj v avtostop, ne vem, jaz bi rekla, da so mene parkrat videli, ko so odprli zdaj tam, ampak so res naredili tisto, kolo upneš. In je res, in ga samo upneš in ga v bistvu pod pritiskom vse in pol doma, ketno rečem njemu, da pač, če lahko jaka, mogoče bolj, ampak meni, recimo tisti čistil za karbon, meni to tako diši, meni to tako in v bistvu, ko ga res, tako lepo se sveti, meni to užitek, no, tako da meni je vedno. No, tako da evo, tudi čiščenje kolesa je lahko užitek, tako ko sebe rihtate, pa se parfumirate, lahko še kolo malo parfumirate. Pa še ena stvar je še tole, partner, kolesar, partnerka isto kontra vala. A mislite, da je pomemben, da oba dva kolesarta? Ja, ful večja podpora, ja, ne? Mislim, bolj te zastope, ne? No, sej to. Če ne, je spet gre na kolo, ne? Ne? Mislim, bolj imaš neko Jaz mislim, da zihar, zato ker v bistvu ti, če se že cel teden bolj mal vidiš, mislim pač, če imate oba službo pa karkoli, da v bistvu, da pa ti še čez vikend rečeš, le zdaj pa 4 ure ni, mislim, ali pa karkoli, pa vedno tudi pol pa še kaj, ne vem, karkoli še pijača ali pa kar, da pač niti ni fair, no, niti ni fair do enega, skozi se moraš nekaj prilagajati, ali greš pa ima slabo vest, ali, mislim, ne vem, se mi zdi, da... To velja oboje stransko, ker isto velja za moške. Ja, isto in obratno jaz svojkrat razmišljam, ker recimo... Kolesarjenje res veliko časa jemlje in je res fajn, da... Pa tako v bistvu, jaz si tako jemljam kot izlet, ne, in je v bistvu pač res pol tako, tudi lepo je, ne vem, zdaj pozim sploh cel dan na obali, ne,
in je pač ni pol fair, ja, da je dan od doma ali pa A tvoj kolesar ruša? Ja, sigurno se to pozna. Tudi pač, če naredimo, ne vem, 10 do 20 ur treninga tedensko. Da si še skupaj lahko, ne? Ja, sigurno je to tudi neko kvalitetno preživljanje ali pa kakorkoli bi rekli temu skupnega časa in pa ja, sigurno je prednost. Da oba dva Nimaš časa kolesarja. kregati, veš, ti si... Ja, sej, to je druga stvar, ker pol je problem, če ga prehitiš, ne, pa se začneš pa kregati, ne. Ti še nimaš tega problema, jaz sem ga že letos imela, sem prejšnjo sezono. Pa prisilaš v bistvu, da Ampak zdaj, ko bo začela Anja fajn trenirati, ne, bo tudi Simon mogoče začel dobivati bo imel ta problem, ko bo mogel začeti bežati od spredi. Tako da, Alenka, ti pa itak tvojega nagonaš, a ne? Ma ja, včasih ja, dobro leto sem imela. mislim, Dobro, lani letos sem si imela pač te poškodbe, mislim prejšnjo sezono, ampak ja, on pa nima s tem težav. Zdaj? Če ti njega nagonaš na klanc. Ma ne, mi pusti Nima. užitke. Ej, Mirca, to si slišal? To je užitek. Enač, to je to, zdaj, če bi še vi, kaj što imate še idejo, še kaj tazga povedati puncam. Mislim, bi rekla še tako, ne, tle, jaz sem mama, tako, je še to, zdaj ne vem, Ja. dobro, Pa se imamo. mislim, je težko tole vse malo skombinirati in to je tudi tudi včasih dobro, ja. imaš več občutek, joj, namesto da je bila z njimi, ne, sej dobro, pole se vse skompenzira, ne. Ma je, mislim, je kar za kolesarstvo, mislim, je razlika, ker greš ti 3 ure, ne, 2 uri, ne, pole... Ja, to smo tudi že govorili o tem, da je mogoče fajn tiste, ki so mamice z majhnimi otroci, jaz smo tudi že večje, a ne, da jih probajo nekako vkomponirati v ta svoj življenjski stil, a ne, Ja, ne, kolesarjenja, saj, vse se ker da, ne, če imaš ti saj. še zelo mečkanga, ne, ga še tudi lahko mogoče, pa ga daš v te razne vozičke, ki obstajajo, kjer dodaš da, noter to je, lahko jih, a ne, in jih pelaš, lahko se ta voziček tudi na specialko preklop ali pa ja, tudi pse vozijo v teh vozičkih noter, ne, ali pa na gorca, ali pa na grevla, ne, na vse lahko to zmontiraš in lahko otroke v to noter upneš in tudi pol zelo hmalih lahko začneš uvajati. Mi imamo kle en par, ki sta imela majhne otroke, ne, Bugo pa Nina sta in ona dva sta zelo dobro upeljala vse te, imata sta 2 fanta in ne vem, sta oba dva, eden vem, da je že v Pogiju, tako da so zelo taka kolesarska družinca, pa še verjetno bi se kaj še najdel, ki zna tudi na trenažerju, ki ste, a ne, se da mogoče otroka malo motivirati s tem, pa tako, kot sem že rekla, si na trenažerju gledaš risanko z njemu, ti delaš svoj trening, on pa risanko gleda, pa tudi en tak preživljaš malo čas. Mogoče, zdaj oni, ki niso kolesari, bojo rekli, da je to grozno, ne, da si mogoče grozna mama, Ja. ampak mislim, da je to vse en boljš, kot pa oni, ki pa sami otroka postavijo pred televizijo, pa za 5 ur pa grejo, ne, od doma. Tako da... Sej, na koncu si lahko še bolj srečen ti, ne, ker si dal tisto ven iz sebe. Ne. Tako, pa še z otrokom bi mogoče, ne, sej to je tako, ja. No, tudi dobra stvar za podebatirati, ker verjetno je veliko žensk mamic, ja, tudi v temu, kaj, tako da Ja, se da. recimo, pri meni sem videla, ko so bile prav čist majhne, ne, ne vem, sem šla najprej jaz s kolesom, ne, potem sva imela smene, ne, aha, daj priješ domov, ne, potem grem pa ven, ne, on, ne, zdaj pa, ko so malo večje, ne, pa šola, aha, se imamo za učiti, aha, koliko časa, ne, 2 uri, aha, ja, trasa, ja. ne, zdaj si zbiraš Evo, traso. super. 2 uri trasa Ja, ni- gremo, ja. ja, no. mislim, ni No, druge, saj jaz ne. sem tudi tako vozila sina na trening, pa je imel recimo glih uro pa pol, pa prija ne začel pa končal, ne, je bilo 2 ure, pa sem imela kolo v avtu, pa sem šibala za 2 ure, prišla nazaj, on je tak bil vesel, če sem malo zamujala, se lahko še s prijatelji družil, pa sva šla pa domov, ne, tako da se vse da, se da, mislim, se da, samo se treba je da. malo mogoče več razmišljanja pol, ja. Tako da. Ne, lih to bi rekli, včeraj smo eno skupinco imamo žensko, v bistvu ta AVC in smo pač v torkih imamo te grupne treninge, smo pač na slušalkah in lih v bistvu, ko 4 so zihar mamice, no, in skozi poslušaš v zadnji, ne, le to igračko vzam, ne, to, le, ja, reče, še mal, tako da se, ja, jaz mislim, se da. Ja, se da, seveda. Je pa, mislim, tako, ti pa že tisto, ne vzame malo energije, da včasih res greš na
psiholožje čisto Ja, gotovo, sigurno ne, je za- pa to dodatna obremenitev. Vse jasno, ženske smo definitivno tukaj še malo bolj gospodinje, sigurno. Že tukaj nekaj tudi malo zgubljamo. Vse mora že prej- Mislim, da smo pa tudi boljše, da se znamo pa boljše organizirati v tem smislu, kot moški. Tako da mislim, da lahko vse to skupaj spravimo in gospodinimo, poskrbimo za moške, pokolesarimo, pa zdaj smo pa deklice. Zdaj pa reče, da si deklica za vse. Zakaj rečejo moškemu, da je deklica za vse, ni deček za vse? Zato, ker ženska je lahko za vse. Ja, se je, da. Tako da ja, če sem vesela, da smo se danes malo zelo poklepetale, pa nekaj povedale. Upam, da smo kakšni kaj pomagali, no? Da kakšno idejo, da so vsaj dobile s temi težavami, če so ženske. Če pa vas še kaj zanima, lahko tudi kaj napišete od spodaj, kjer bo objavljen video. Če ne bom jaz znala odgovoriti, bom dala Urši, pa bo Urša povedala, oziroma mogoče bo sta Alenka Panja tudi vedele. Ali pa še kakšno bomo najdeli, pa vam bomo probali pomagati. Ja, hvala. To je to. Za to.